Začel sem, mislim, da pri 6-7 letih. Na trening me je pa prvi peljala mama. Začel sem pa v košarkarski šoli Milana Bastašiča v Rogaški. In ja, tam so bili moji prvi koraki. Ja, spomnim se prve tekme, ko še sploh nisem vedel, za kaj se gre v bistvu najbolj. Spomnim se, da sem bil ponavadi na napačni strani terena, se pravi na tiste koše, ko ni bilo nobenega okoli in pač nisem dosegal nobenega koša na tisti tekmi. Zelo rad se spremljal Union Olimpijo prek televizije, pa tudi pač tekme reprezentance. Vem, da sem si užival tudi tekme reprezentance, mislim, da 2-3 ogledal. Drugače pa te lokalne klube, pa to pa nisem nekaj spremljal, ker tudi starši takrat še niso tako pač bili za nek klub. Šmarju je definitivno bilo zelo lepo obdobje, zelo rad se ga spominjam. V bistvu v 5 letih, koliko sem mislim, da igral za osnovno šolo Šmarje, smo skoraj vsako leto prišli na finalni turnir, tudi osvojili nekaj, pač nekaj je bilo tudi grenkih trenutkov, ko smo izgubili v finalu, ampak ja, in soigralcem Anžetom se definitivno tega še rada spominjava. Še to, v Šmarju imamo pač dan košarke v bistvu, ko tudi s kolegi organiziramo nekako all-star tekmo naše generacije. Lani so se nam priključili tudi starejši, se pravi tista članska generacija v Šmarju, ko so igrali pač drugo ligo, mislim da. Potem pa, ja, mislim, da se dobro dela, da pač košarka v Šmarju nikoli ne bo propadla ali pa nekaj, ker se mi zdi, da je to nekak glavni šport tam, poleg nogometa. In tudi Ožbej, recimo, tam dela Boris Emeršič, se mi zdi, da še kar odlično delo naprej opravljeno. Za prestop je bil v bistvu ključen Damjan Novaković, tudi on je bil trener v bistvu takrat nam v Šmarju v klubu. Ja, potem pa se je začelo to vključevanje v člansko ekipo, pa tudi, ne vem, takrat kadetska ekipa smo bili kar dobri, mislim, da smo zasedli na koncu 5. mesto in pa cilj je bil pač, da pridem vsako leto nekako vsaj blizu reprezentance, kar mi je uspelo in sem vesel za to, to je res ena taka izkušnja, ko je nikoli ne pozabiš, da imaš že kot, ne vem, 14, 15, 16-letni fant možnost, da potuješ po Evropi, je res nekaj neverjetnega in pač priporočam vsakemu, ki ima možnost, ne. Vsaka država ima res nek svoj stil igranja in na začetku smo se mi kot ekipa zelo slabo prilagodili. Prvo leto smo celo bili prva ekipa, ki je izpadla iz prve divizije. Je pa pač zanimivo, ne vem, vsaka je res nekaj posebnega, nekaj drugačnega pač. Ja, vsako leto poskušam iti korak po korak. Mislim, da mi to uspeva, pač ključno tukaj je tudi zaupanje trenerja, da mi namenja minutažo, jaz si pa pač potem moram samo izkoristiti. Mislim, da s trdim delom, da se lahko dosti naredi. Sem pa tudi tak tip igralca, ki rad razigrava soigralce. Mislim, da je to edini način, da je ekipa še bolj uspešna in rezerve v moji igri pa vidim predvsem še v prodoru in še pač večjem tem razigravanju, s tem, da sem še samo agresivnejši v napadu. Na to zadnjo Slovanom sem, ker je to bil moj prvi dvojni dvojček, pa tudi na tisto tekmo recimo proti Grossuplu, ko smo zmagali po 2 podaljških, kar ni lahko, izpostavil pa tudi tekmo proti Heliosu, ko smo zelo kolektivno in z glavo odigrali celo tekmo. Sem študent Fakultete za šport v Ljubljani. Pač s treningi nekako to usklajujem, tako da se vozim na predavanje in vaje in pa tudi na treninge. Ja, je pa zanimivo. Mislim pač, ni lahko, Šentjur pa Ljubljana nista glih
najbolj blizu skupaj, ampak če se hoče, se vse da. Trener je sigurno pač poklic, ki bi me mogoče zanimal potem po končani karieri, oziroma bomo videli, kaj bo prišlo, ampak sedaj si ne predstavljam, da bi živel brez košarke. No. Ja, številka 10 sem se že privadil, je pa zato kriv, oziroma ne kriv. Dobil sem zeleno luč Roberta Ribežla Ribe. On je prej nosil številko 10 in pač mi je pripadla ta čas, da tudi jaz oblečem dres številko 10. To pa ima tudi veze s vraževerstvom. Začel sem na začetku novembra, potem je pa ekipa začela zmagovati in sedaj mi enostavno Primož Brolih ne pusti, da si jo obrijem. Moji favoriti so že od malega Los Angeles Lakersi. Letos sicer nimajo najboljše sezone, ampak mislim, da se bojo popravili oziroma upam. Mi je pa liga zelo zanimiva, igra se zelo hitro, čeprav je pa res, da včasih sploh te sezonske tekme ne moreš nekako pogledati v celoti, ker je zelo dolgo traja veliko teh premorov, medtem ko tiste play-offe so mi pa že zaradi atmosfere zelo privlačne. Slovenija bo zasedla prvo ali drugo mesto v skupini, premagali bomo Hrvate, se jim vrnili za to, kar so nam naredili pri rokometu, in pa mislim, da tudi lahko na koncu osvojijo eno od medalj. Sam bi si tudi to želel, že od malih so mi bili to v bistvu vzorniki in bi rad videl, da posežejo po najvišjih mestih. Jaz si še posebej želim, da bi jih v ligi premagali, ker nam je na prvi tekmi čisto malo zmanjkalo. V pokalu pa tudi, mislim, izgubiti nimamo kaj, šli bomo čisto neobremenjeno. Lepo je, da je pokal v Golovcu v Celju in upam, da bo čim več navijačev prišlo na tekmo. Skupaj ne zapojema, nisem jaz glih za petje, pa ne vem, mogoče tudi poguma najbolj nimam, ampak ja, na sestro sem zelo ponosen. Želim ji samo vse najboljše, pa mislim, da bo tudi njej nekoč v bistvu uspelo to, kar si želi.